Danes v novicah med drugim podpisana pogodba za navezovalni cesti Reslovega mostu, srečanje gospodarstvenikov in obrtnikov na Otočcu, spominski večer ob obletnici rojstva Ferdinanda Zajdla. Lepo pozdravljeni. Predvidoma maja bodo po novo zgrajenem Reslovem mostu v Mršeči vasi zapeljala prva vozila. V Šentjerneju so namreč nekaj mesecev po izgradnji betonskega premostitvenega objekta čez reko Krko zdaj pristopili še k ureditvi navezovalnih cest. Naložba, za katero je šentjernejski župan danes na razpisu izbranim izvajalcem del podpisal pogodbo o izvedbi, je razdeljena na dva sklopa. Zaradi tega, ker smo z večjim delom sklopa na levem bregu reke Krke kandidiramo za nepovratna sredstva. Celotna vrednost investicije skupaj z davkom, ker za občino je to pomembno, je 722 000 evrov. Most je stal dobra 2,3 milijona, torej v to okolje za trajno mobilnost in povezovalnost vlagamo dobre 3 milijone. Medtem ko prvi sklop naložbe vključuje ureditev obeh navezovalnih cest na novi most, je v drugem, ki sega do križišča v Zameškem, predvidena tudi temeljita prenova lokalne ceste. Skupaj z javno razsvetljavo, meteorno kanalizacijo in pa izgradnjo pločnika za pešce, ki bo predvsem veliko prispeval k varnosti občanov, predvsem pa šoloobvezne mladine, ki to pot izkorišča za dostop do avtobusnega prevoza. Prvi del bi mogel biti končan že nekje do maja, preostanek pa nekje do konca 7. meseca. Težav ne pričakujemo, kamnolom imamo v bližini, izvajalci so pripravljeni, tako da začnemo takoj po uvedbi dela. V Šentjerneju po končanih gradbenih delih znatnega povečanja prometa v tem delu občine ne pričakujejo. Jaz mislim, da bo število ali pa frekvenca prometa zelo podobna tisti pred izgradnjo mostu. Res pa je, da bo dvosmerni promet, kar bo omogočalo večjo pretočnost. Seveda za tovorni promet pa ta cesta ne bo v uporabi, ker ne želimo tovornega prometa preusmerjati skozi naselje. To ni naš namen. Župan je ob podpisu pogodbe besede zahvale za njihovo potrpežljivost namenil tudi tamkajšnjim občanom, ki so se do občinskega središča zaenkrat še primorani voziti po daljši poti. Dobri 2 leti so bili brez mostu, to pa pomeni, da bodo po tem času pravzaprav vse lažje in boljše vozili. Zahvala pa tudi vsem, ki so sodelovali pri projektu, tako občinski upravi, kakor tudi podjetju CGP, s katerim odlično sodelujemo. Novi Reslov most s celovito urejenimi povezavami bodo namenu slovesno predali v sklopu avgustovskega praznovanja občinskega praznika oziroma 2 leti po položitvi temeljnega kamna. Gradnja novega 12-oddelčnega vrtca Krkine lučke v Vavti vasi, največje naložbe v zgodovini občine Straža, se nadaljuje v skladu s predvideno časovnico. Gradbišče si je včeraj ogledal tudi minister za finance Klemen Boštjančič. Poglejmo. Straški župan poudarja, da večjih težav ne pričakujejo. Gradbena dela so v polnem teku, tudi izvajalec podjetja TGH se drži terminskega plana. Trenutno je na gradbišču še zmeraj predobremenitev zaradi posedanja tal, vendar bodo v prihodnjih dnevih pričeli z izgradnjo temeljev. Vrednost naložbe je predvidena v višini 7 milijonov evrov. V tem času je bil objavljen tudi razpis za sofinanciranje gradnje novih vrtcev, na katerega smo se tudi prijavili, bili uspešni in tako pridobili tudi 1 800 000 evrov nepovratnih sredstev strani Republike Slovenije. Ministra Boštjančiča je župan toplo sprejel. Želel si je ogledati samo izvajanje investicije, seznanil se je z samim objektom, z roki izvedbe in pa seveda tudi z idejami, kaj bomo naredili z samimi prostori, v katerih je trenutno sam vrtec. Izgradnja vrtca v Vavti vasi je eden od 103 projektov, ki jih sofinancira država. Država namenja 160 milijonov, gre za obdobje 2026 do 2029 kot sofinanciranje projektov lokalnih skupnosti, torej vrtci, približno 35% denarja gre za vrtce, potem so osnovne šole in šole za otroke s posebnimi potrebami. In to je tista, ko daš besede tja, ki govoriš torej za razvoj šolstva, v tem primeru predšolske vzgoje in šolstva.
Novi vrtec naj bi otroke sprejel konec aprila prihodnje leto. Gospodarstveniki in obrtniki iz Dolenjsko-Belokranjske, Posavske in Zasavske regije so se nedavno srečali na Otočcu. Med drugim so govorili o izzivih slovenskega gospodarstva in o tem, kaj regija potrebuje za nadaljnji razvoj. Dogodek je eden od številnih, ki jih po Sloveniji organizirata Obrtno-podjetniška zbornica in Gospodarska zbornica Slovenije. Namenjen je nastavljanje ogledalo, oceni stanja, v katerem se je gospodarstvo znašlo. Naše organizacije so apolitične organizacije in seveda govorimo zgolj o stanju v gospodarstvu in seveda kakšna so pričakovanja gospodarstva oziroma obrtnikov in podjetnikov za katerokoli vlado že bo izvoljena. Predvsem so izpostavili, da so v preteklem obdobju dobili preveč novih obremenitev, pri čemer imajo največ težav mala in srednje velika podjetja. Majhni obrtniki nimajo služb za vodenje administracije, morajo vse nove postopke, poročila in evidence izvajati sami, kar pomeni, da seveda manj časa posvečajo svojemu delu. Finančne obveznosti pa pravzaprav iz svojega žepa plačujejo, ne iz nekih rezerv. Vse obremenitve, ki so bile sprejete, od novih prispevkov do drugih novih obveznosti, pa so po njegovih besedah nekaj, na kar je treba glasno opozarjati, da se to preneha. Beseda je sicer tekla tudi o neustrezni prometni infrastrukturi. Ne moremo se znebiti občutka, da je pri nas prometna infrastruktura ideološko vprašanje. Prometna infrastruktura in njen razvoj ni ideološko vprašanje, ampak gre za vsakodnevno življenjsko vprašanje in zato je seveda dolgoročno reševanje prometnih težav zahteva sočasne investicije tako v cestni sektor, kot tudi v železniški sektor in seveda tudi v javni potniški promet. V jugovzhodni regiji so še posebej izpostavili zamude pri gradnji južnega dela 3. razvojne osi. S tem dejansko zelo obremenjuje se samo Novo mesto z rednim in pa seveda tranzitnim prometom, prav tako Bela krajina. Bela krajina pa ima še to smolo, da pač zaradi vahte 615 metrov nadmorske višine postaja vedno bolj nekonkurenčna, brez kakovostne, varne cestne povezave. Zaključili so z okroglo mizo, na kateri so poudarili, da Slovenija nujno potrebuje modernizacijo poti in omrežja za zelene energetske investicije in nova delovna mesta. Ob junijskem občinskem prazniku Mestne občine Krško bodo ustanovitelju in prvemu lastniku tovarne celuloze in papirja ob 60. obletnici smrti v gaju zaslužnih občanov postavili doprsni kip. Fran Bonač je sicer izviral iz Ljubljane. Fran Bonač je dejansko ena taka zanimiva osebnost, ki je res svojimi z gradnjo papirne industrije in kartonažne industrije v slovenskem prostoru lahko rečemo postavil en tak temelj enemu celovito zaokroženemu sistemu papirne industrije. Lokacijo za tovarno celuloze je Bonač izbiral med Zidanim mostom in Zagrebom. On je imel tovarne v Ljubljani, na Količevem, bil je deležnik v tovarni na Ceršaku, deležnik tudi v tovarni v Zagrebu in je potem to svojo bazično tovarno ali pa tovarno za celulozo umeščal nekako v ta prostor, kjer je imel potem dostop tudi do lesa. Pomembna pa sta bila tudi bližina železnice in zadostna količina vode. V letu 1937 je tako pridobil dovoljenje za gradnjo in kmalu je bila takratna tovarna pod streho. Celotno območje, na katerem stoji tovarna, meri več kot 125.000 kvadratnih metrov, ampak sami tovarniški objekti so pa nekako imeli tam površino okrog 8.700 kvadratnih metrov. Gre za 19 stavb, ki so bile postavljene znotraj tega kompleksa. V najboljših letih po vojni, ko je tovarna že bila v državni lasti, je posredno in neposredno zanjo delalo okoli 3000 ljudi. Vsi Krčani, starejši in tudi malo mlajši, vemo pomen tovarne celuloze in papirja v Krškem, ki je skozi desetletja imela tudi različna imena. V bistvu sem bil zelo vesel, ko smo dobili na občino pobudo gospoda Mirka Štajnerja, podkrepljeno z mnogimi dejstvi, kaj je ta tovarna za Krško naredila, kaj je pomenila.
Zato niso oklevali z izvedbo predloga. Da se njenemu ustanovitelju ob 60-letnici smrti njegovega gospoda Frana Bonača postavi doprstni kip v našemu parku znamenitih Krčanov, je na občinskem svetu na podlagi tudi predloga komisije doživela popolno podporo in mislim, da tudi tako edino prav. Verjetno pa bo slovesnost vendarle nekoliko grenka v luči nedavnega dokončnega zaprtja nekdanjega motorja gospodarstva v Krškem. Ob 170. obletnici rojstva Novomeščana, naravoslovca in akademika profesorja Ferdinanda Zajdla so v Dolenjskem muzeju pripravili spominski večer, ki so ga oplemenitili z odprtjem priložnostne razstave. Zajdl se je rodil 10. marca 1856 v Novem mestu kot prvi izmed 6 otrok v družini steklarskega mojstra Ferdinanda Zajdla, sicer Čeha po rodu. Ukvarjal se je z geologijo, se pravi oral je ledino na področju geologije, meteorologije, seizmologije, tudi botanike, varstva narave in celo sociologije. Je pa seveda po rodu Novomeščan in bil je tudi akademik, se pravi profesor. Študiral je prirodopis, matematiko in pa fiziko v Gradcu. Zajdel je pravzaprav, da rečem, oče modernega slovenskega naravoslovja, pravzaprav presega dolenjski okvir v krepkem pogledu. Bil je eden najbolj razgledanih naravoslovcev svojega časa, v stiku z vsemi, da rečem, evropskimi modernimi tokovi naravoslovja. Njegova zgodba je bila pomembna že v 20. stoletju, tudi danes ni nič drugače. V Novem mestu je po njem poimenovana ulica, to je Zajdlova cesta. Že za časa življenja je dobil, se pravi, je bil pomemben v obdobju med obema vojnama, takrat so ga Novomeščani tudi neprimerno bolje poznali kot danes. Žal pa so potem to ulico, cesto ukinili 1955. leta. Umrl je 1. decembra 1942, pokopan je na novomeškem pokopališču v Ločni. Dolenjski muzej sicer hrani njegovo predmetno zapuščino. Močno upamo, da bomo s to razstavo, ki sicer majhna bi rekli po velikosti, ampak izjemna po teh predstavljenih predmetih, tudi nadgradili, da bo kdo izmed obiskovalcev še ugotovil, da v svojem arhivu, v svoji kakšni zapuščini hrani tovrstno gradivo. Razstava bo v predavalnici Dolenjskega muzeja na ogled do 24. maja. V Kulturno-kongresnem centru Dolenjske Toplice se je včeraj predstavila kandidatka za poslanko v Državnem zboru stranke Socialni demokrati. Tanja Strniša, ki kandidira v volilnih okrajih Novo mesto 1 in Novo mesto 2, meni, da bo s svojimi bogatimi izkušnjami iz državne politike in mednarodnega okolja lahko prispevala k razvoju Slovenije in Dolenjske. Zavzemala se bom še posebej kot socialna demokratka za javno šolstvo, za krepitev javnega zdravstva, se pravi takega šolstva in zdravstva, ki bosta dostopna za vse. In seveda ne morem mimo kmetijstva, kmetijstvo je moja stroka, na podeželju sem doma, prizadevala si bom za pomoč kmetijstvu. Zavzema se za večjo samooskrbo s hrano, ob tem pa poudarja tudi pomen miru in varnosti v času zahtevnih mednarodnih razmer. Danes je Gregorjevo, dan, ko se ženijo ptički. Pomlad se počasi prebuja, dnevi so vse daljši in v zraku je že čutiti tisto posebno lahkotnost, ki jo prinese nov začetek. Naj vam tudi današnji večer prinese nekaj te pomladne topline, morda v prijetnem pogovoru, sprehodu ali preprosto v trenutku zase. Hvala in lep večer.